In tlele pa, da smo jaz malo jače, ne? To je pa res. Nekako se te bolj čisto sliši. To je pa prvi izmed videov, ko smo posneli z mikrofončki, ne? Teh, ko imamo tudi danes. Ja. Pa ja, te povej, kaj to zdaj je fora, najhlev, kaj to bilo? No, fora tega je bila, da je bilo v bistvu to tekmovanje, ki ga organizira Ljubljanske mlekarne, že drugo leto zapored. In v bistvu letos smo tudi mi bili eden izmed kandidatov za zmago najhlev. Sicer gre se pa za najhlev, ki ga izbere občinstvo z glasovanjem in potem tudi najtrajnostnih hlev in pa najhlev nasploh. Tako da v bistvu so 3 različne nagrade in point tega videa je bil v bistvu, da mi promoviramo našo kmetijo, da glasujejo ljudje za nas. Pri glasovanju smo v bistvu dosegli 2. mesto, smo pa zato dosegli 1. mesto v najtrajnostnem hlevu, kar pomeni pač, da smo najbolj trajnostno naravnani. Na to zmago smo bili zelo ponosni, smo dobili tudi priznanje in pa tablo najhlev, tako da v bistvu zelo lepa izkušnja in pa v bistvu lepa promocija za našo kmetijo. Odlično. To je to. To je to, poglejte si cel video, Tako da, prispevek. Prispevek je od kmečkega glasa, ne? tako, ja, mi smo si ga v bistvu samo sposodili. Pač nažalost ne morate več glasovati, ne? Je že mim. Glasovanje je reč potekalo, mislim, da koliko, 10 dni, nekaj takega. Ja, je kar bilo, ja. Je kar bilo, tako da si lahko vsak dan glasoval. Hvala vsem, ko ste glasovali za nas, veliko nam pomeni, sicer nam je malo zmanjkalo, ampak bo pa kdaj drugič boljše. Hvala za vso podporo. Kaj se je pa tukaj dogajalo? Tlele je bilo pa nekaj na veji. Spet je bila organizirana cela ekipa, ne? Ja. Ja. Tukaj bi prvo rad poudaril to, da Primož ni imel avta. Naš snemalec ni imel avta in je prišel z službenim avtom. službenim avtom. Tako da, evo ga. Tako da je v bistvu se pripeljal na hitro. Na hitro skočili smo, Šihta. ekipa, cik. In tukaj smo pred spovedali, da je že problem čez most prijeti ali pa. Ja, je ali pa ni, ne? Malo je dolgi stroj, Zdaj, kdo ima to v rokavi, ne? ni problem. Ja. Če si navajen, gre, ne. Je pa tle zdaj bo dober šot, ne? Evo še malo počakamo, ko bo skor pade dol, ne? Ja, to je res. To je pa čist Evo, lepo. tle eno gumica gre po lufti. Tja, na knap gre, če je dolgi stroj, ne? Tukaj je v bistvu bil prvi ta prav video, ko smo imeli zvočenje ta pravo. Ekipa je bila dobro organizirana, tako da v bistvu smo vsi zelo ponosni na ta video. Je pa bilo bolj tako vreme, ne? Ja, hladno, že zimsko, ne, bolj, ne. Kako bi rekel, novembrsko, ne? Ja. Sej sam naslov pove, novembrska megla. Tako. To je pa bila v bistvu zadnja silaža, ko smo jo speljali in v bistvu sploh nismo vedeli, kdaj bi pospravili, ker v bistvu je bila čez cel dan megla. No. Ampak na koncu smo vse rešili, tako da je bilo vredi. Zato je bil problem tudi posnet, ker Ja, nisi vedel, kdaj štartati na nič. Ja. Ekipo je bolj težko zorganizirati, ampak ko smo to snemali, je bilo mislim, da ura, ne vem, 1 ali pa 2 popoldne, sigurno. O, ni. če ne bolj pozno. Ali pa še kasneje. Tam okoli 3. Zgleda pa tako, da smo zjutraj ob 6 štartali. Recimo, ja. Tako da neverjetno. Ja. Je bilo res ta strojček, ne, široki. Ja, kar Ja, bove. ne, na tej parceli, ne, ko vidiš, ko skupaj zdaj grabiš, ne. Koliko se meni zdi, smo mi prvi video videli, da si ti dognojeval na tej parceli, ne. Ja, to je pa v bistvu nekako se hitro obrnejo kulture na parceli, ne. Ja. Nimaš samo koruza letos, koruza drugo leto, ampak imaš v bistvu še ozelenitve, pa žita, pa vse drugo, ne. Tako da, več ko imaš kultur, boljše je. Mora biti pestro, ja. Tako da zato smo tudi tle smo naredili v bistvu čistilni odkos, no. Ni se šlo zaradi same mase, ampak na koncu je bilo tudi mase kar veliko, smo bili zadovoljni, no. Je pa res, da s takim zgrabljalnikom zgrabiš 10 hektarov, ko bi mignil. Zelo dobro se obrne tudi na manjših parcelah,
Primož, sicer pa lahko tudi ti kaj poveš od izkušenj, ne? Imaš nekaj podobnega, povej, kako se tebi to zdi. Ja, zdaj s tem velikim sicer nisem velik grabo, ne. Je res, da sem takoj, ste me pognali ven osko, kako se reče, oski vhod, s tem velikim rečem, ne. Ja, Pa točno. ko še ni bilo zadnjega zavejanja Spomnim se. in sem tam na mostu imel kar probleme, ampak sem ga zmotil, no. Drugače pa ja, jaz imam vaš stroj te manjši in je res vrhunsko, no, nimaš kje. Tako da, se ne vem, te smo že veliko povedali o tem vsem, ne. Nimaš kaj druga razmišljati kot o takem stroju, ker je prvo kot prvo rabiš malo kojo, ful hiter si, ne rabiš imeti kardana, ne vem, kaj bi še povedal, no. V bistvu same pozitivne Res. stvari, no. Edina mogoče slabost je, ko je veliko mase, pa da je ta masa mokra, se pravi, kakšna prva košnja je problematična. Pa če bi šel takoj gredice skupaj delati. Se pravi, ja, če ne Če pa ti obrneš, pa ni panike. Ampak tudi je rešitev, ne? Tisti, kjer ima samo tako robo, bi rekel, ne? Silažo, težko detlo, ne vem. Imaš pa tega sončka z bolj čvrstim tem špicim, ne? In Tako. tudi bolj pritisk ima dol, tako da tudi za tisto maso ni problema sploh. Tako da rešitev je, no. Je pa to, bi rekel, zelo cenovno ugodna varianta in pa v bistvu tudi samega vzdrževanja ni veliko, pa manj nafte se porabi. Ja. V bistvu res zmagovalna kombinacija. Škoda je, ker ni več promocije o teh strojih, o teh izrabljalnikih, kar meni se zdi, da bi se marsikera kmetija, ko bi to sprobala, ko bi to videla, kako to funkcionira, odločila za to. Imaš pa tudi varianto, ne, da ni na V, ne, imaš lahko samo Tako. eno stran, to je za kakšne manjše kmetije, ne vem. Pa res ful lahki s traktorjem, no, ker je lahki stroj, ni problema, tudi za hribe, tako da. Je pa v bistvu glih v tem šotu, tukaj se vidi, da se zelo dobro prilagaja tudi, ne, ja. ker je bila stopničasto. Pa kot bomo videli, ne, ful velika parcela na tem, ne. Ko greš gor pa Ja. dol, pa je konc, ne. Male parcele se zelo hitro zgrabijo s tem, sploh, ko bi rekel, trikotniki, ko bi mignil, res. Zgrabiš 1, 2, 3. Gor pa dol pa konc. Pa pač poj, ko se navadiš te dolžine, širine, res obrneš se takoj. No. Tukaj je bolj pomemben sam traktor, pa koliko ima traktora in šlaga. Ne. Ja, Ker če se ti s traktorjem hitro obrneš, poj, si zmagal. To je res, ko prideš ne, na konc, vzdigneš, sploh jaz, ko imam še manjši traktor od tebe, to se v njem se obrneš. Tako. In samo na koncu obrneš, greš dalje. Pol pa, ko končaš, pa sam zaključiš poprek in to je to. Tako da, če koga zanima tak stroj, no, Naj si pride pogledati v živo. tako. Če ne, se pa obrnite na prodajalce, zastopnike v Sloveniji. No. Google pa najdete. Tako. Tukaj smo se pa pol tudi na koncu odločili, da smo malo povedali še bolj podrobno. Ja, to je pa strokovnjak Levak prišel v igro. Tako. Pa neki, no, samo pol videli, ne? Neki sta zgrabila, ne? Nekaj malega. Nekaj smo, ne, pograbila noter. Kaj tink, kaj naredi. Nekaj zarputal. Drugače pa se vidi, kako se to hitro zgrabljeva tudi, ne. Pa v bistvu bi lahko tudi le poudaril, da ni nič kamnov v zgrabku, no. Ja, To je tudi zelo pomembno. No. Hitrost je pa tam recimo 20 km/h neka optimalna. Mislim, da se še da, lahko greš tudi hitreje, hitreje. ampak nima smisla. Smo tudi že 33 na uro grabili, Ja. ampak Moraš le malo še na stroj gledati. tako. Pa kaj še tukaj je dobro, da sta dva vmesna kotača zmetena, to tudi po terenu dosti dobro ublaži zadevo. Pa sama zadnja zavijalna aksa, no, tega prej nismo imeli in je včasih prav pride. No, tak. Tle se ful vidi, ne, kako prilagaja se. Škoda, da nimamo malo bolj hribovitega terena, da bi lahko še dejansko bolj prikazali, kako se dejansko prilagodi. Pa tudi to, ne, če so kakšne neravnine, ne vem, da je ne, par tednov nazaj sem bil tam okolica Črnomlja, pa sem videl, da dejansko tam je pa zelo problem in zaradi kamnov in zaradi, kako bi rekel, jam in tega raznih situacij. In jaz sploh ne vem, kako lahko ljudje tam zgrabljevajo s kakšnim tračnim zgrabljalnikom ali pa navadnim rotorskim, ne. Tračni bi še šel, verjetno.
Ja, ampak to je res, rekel, s tem se zapelješ čez in bi rešil čisto vse, prilagodiš se takoj. To je, sploh nimaš kaj razmišljati, ne? Ampak po mojem je problem to, ker ni promocije v tem toliko. Ni prepoznane. Res je, da tak stroj je že star, ne? Ko Ja. so s kojem grabili, Ja, ne, pa dejansko. Ja. to, ampak poj se ni to ostalo, no, ohranilo, kar je škoda, ne. Tako, ja. Oziroma, Mi smo pa to enkrat čisto slučajno našli, ne, se ti bolj veš, jaz sem bil že takrat Ja. še mlajši. To je res bila nakup, res vrhunski. To je takrat smo si tudi mi mislili, ne, pa kaj bomo s tem, mi smo prej imeli rotorski zgrabljalnik, nije Majer, Ja, mislim, da to je je bil, bilo, to je bilo zagrabiti. In smo si mislili, pa kaj res, kaj pa bo ta sonček zgrabljalnik, ne, pa smo ga pa malo na test dobili, pa je bil en demo, ne, nekako tako je bilo. Problem je, sploh, če ne moreš tega stroja nekjer videti, ne. Zdaj vsaj na YouTubi ga nekaj lahko vidiš, da Ja, ja. veš, kak je, ne. Ampak to je pa, evo ga, Ja, to je lepo boje. la fora. Ampak tle je bilo pa tako mrzlo, ampak sem rekel, lej, bom dal bundo dol, zaradi tega, da bo Strauss jakna, ne, da se vidi. Tle si imel popisano že nekaj vzati. Ja, tle smo dali pa natisniti, oziroma sem dobil za darilo, no, natisnjeno Straussovo jakno z logotom. Kaj pa to zdaj? Le moj mlaj stoji. Kaj je bilo tukaj? Ja, tole je bila pa zadeva, ko smo sodelovali v enem projektu, no. Se piše optimalna raba energije na kmetijah z govedom rjave pasme. Se pravi, pač tukaj se gre v bolj trajnostni govedoreji, neki poizkusi so se tudi delali pri nas. Na koncu je bila pa pač ta, na koncu je bil pa ta projekt predstavljen tudi pri nas, no, Torej je bilo na kmetiji. veliko gostov, ne, ste imeli. Ja, je bilo kar dosti gostov, posnelo se je, tako da, ena zanimiva izkušnja, no. Nekdo drug nas je posnel, nismo mi snimali. Ja, Tako da, tistega, ko ga malo to bolj zanima ta govedoreja, prosim, da si greste na kanal pa si pogledate video. tako. Tako da, Mi gremo pa mi na gremo pa naslednji še video. naprej. Imamo še dva Ja. videa, pogledamo. In en izmed teh je bil zelo uspešen in sicer Gnojšnica. Spet? Ja, kaj si naredi? Levak, ti si ja bolj specialist pri tem, tako da prosim objasni, zakaj smo snemali gnojevko, pa kaj je bil point tega, pa take Ja. zadeve. Ja, bliža se je konec, ne, sezone, ne. Tako vsi kmetovalci ve, je treba gnojevko odvoziti do datuma, 15. ne. Tako je. Tako da tudi Žnidaršiči so mogli sprazniti jamo. So je pa v bistvu samo eno jamo večinoma spraznili, zaradi tega, ker da bojo imeli, kako bi rekel, po zimi iz ene štale v drugo štalo premikali gnojšnico, da se ne napolne, ne. V bistvu bo neka rezerva. Ja, kot da bi nek bunker posebej še imel, izkop naredil, da bi ga imel dodaten. Pa malo je tudi se ne, ona predela bolj. Ja, tako, ja. Tak premešaš in je to. Preluftaš bi lahko Ja. rekel na nek način. Kot da bi vino pretakal, ne, samo da. Tle pa ja, dolgo smo Levaka čakali, da je prišel, ne, snemati. Ja, Sva pa se še- midva glih imela eno tako lepo težavca, ne, Ja. Matjaž. Je bila pa fora, ker dan pred snemanjem sem že vozil, ne, gnojevko in sem praznil eno manjšo jamo, ko imamo tam, ko imamo pitance, ne. In zmeri, ko izprazniš do konca, je kakih kamnov noter, kakih vej ali pa bil kakšen kos lesa. In res se mi je že en dan prej nekako se mi je zdelo, kot da ena stran malo slabš teče, ne. Poj pa, ajde, drug dan kličem Primoža, neč bomo posneli, še Levak je tudi poj prišel. Pa si je rekel, ajde, dajmo, ne, ni problem. In res, štartamo prvo furo, Ja, da lepo bomo naredila zapolnjeno. in zabije. Tako je Pa zabije. tle je bilo dobro, ker se nam ni mudilo, ne, končno. Ja, Končno to se je nam res. ni mudilo. Sem rekel, lej Primož, ni panike, imamo par dni še lufta, tudi če bo ne vem kaj, bomo že, ne. In pol nič, evo ga, glih prav je prišlo, snemali smo in super, ne, zabilo, content. Tako da. Smo šli po orodje, odšrafali, je bilo pa res tako zabito, ko ne vem, če je bilo že kdaj tako hudo na zabito. Ja. Zdaj pa jaz tudi moram reči, da imam že kar dosti prakse s tem. Ja. To je res problem, je samo, ko je čisto prazna jama, no se zna kaj takega zgoditi. Ampak ponovadi to na hitro rešiš, ni problem, ne. Tukaj je bilo pa res
ekstra. Ampak pol tudi prav pride kakšna taka špica od jemalca. Kaj kava, ne? Pa se reši zadeva, ne? Se ni problem. Se rečem, če se namudi, ni problem. Problem je, če je panika, ne? Če se mudi. Če se mudi. Tle smo rekli 15 minut, bilo je pol ure recimo. Ja, nismo gledali na uro, ne, ampak Tle se malo slabš vidi, kaj dejansko je bilo vsega noter, ampak res je bilo mase. Drugače pa prav prišla tukaj tudi inovacija v traktorju, ne, in to pomeni greti sedeža. Bilo je mrzlo, ja. Ono je res bilo mrzlo tudi, ja. tako da je bilo fino tudi malo to uporabiti. Drugače pa že od leta 2016 zadovoljni uporabniki cisterne z nizkim izpustom. Ja, tukaj je jakna z logotom. Drugače pa zdaj, odkar vozimo s tem večjim traktorjem cisterno, je pa res simpel. No. Z lahkega ni problema, ker ko si s tamalnem vozu, si mogel zmeri paziti, če je bilo kje mokro, Ja. si takoj noter ostal. Ne? Tle pa ni nobenega Pa problema. samo gre. Tukaj smo povedali še Ja. par osnovnih stvari za vzdrževanje. Zdaj sem videl, ne, treba bo dati kapce delati z logotom, ne, bo treba narediti obvezno. Sej, se planira, ne? Nekaj. Ja, bolje je letos bo. A ne smemo vse izdati. Ja. Dobro, da imaš to avtocesto tle, ne? Letos je pa to prvič, da je tle ratalo voziti, ker ponavadi je zmeri tukaj blato za znart. Letos pa je ga prvič. Je pa super bilo. Tukaj se še vidi, kak gume kar stisne. Ja. Je bila bolj redka gnojka, pa se pozna. Pa je kar lihko zvoziš, ne, tle ven. Ja, je malo na knap, bi bilo treba mečkim poširiti. Kak kol prestaviti za 2-3 metre. Drugač pa ful je dobro, ko imaš nizki izpust. To, da v bistvu se ne voha nič tega, Ne smrdi tako kot drugi Manj. kmeče. Tako, ja. tako. Tako da v bistvu ljudje niti se ne pritožujejo, niti nič ni. Tudi lahko voziš, ko veter piha, naprimer, ne. Ja, S klasičnim izpustom si tega ne moreš privoščiti. lahko. Tudi ko vzadi šipe nimajo na traktorji, pa gre. Potem se pa zgodi tisto, ko imaš pol celo kabino gnojka noter, ne. In to je bil naš zadnji. Ja, delovni video. Tako, ja, v bistvu mislili smo, da bo čisto zadnji video sezone, ampak pol nas je še en presenetil, ki je bil pa tak malo bolj poseben, no. Ampak v glavnem je bil to v bistvu video, s katerim smo zaključili Ja. sezono. Na koncu smo tudi povedali še, Ja, da v bistvu če smo začeli leto 2024 z dognejevanjem, smo ga tudi končali z dognejevanjem. tako. Tako da pa malo večji traktor bil na zadnjem video posnetki. Ne? Povedali smo še, da v bistvu nam je bilo to leto res kot eno izmed Super, lepo. zelo Uspešno, uspešnih let. No. Napredovali smo zelo, veliko več ljudi vas nas spremlja. Oglede, komentarje, lajke, delitve. Tako, Vse to. No. To je to. Drugo leto gremo sam še eno stopničko Samo bolj. gremo naprej. Tle smo še malo spet na konci Malo heca daj. heca dali. To je pa ful fajn, ker sem si zdaj naredil. Na vsakem traktorju imam en ta, bi rekel, Package. komplet ključev in ko daš dva kompleta ključev skupaj, lahko marsikaj pošrapaš. Tukaj je pa tudi smo si vzeli 10 minut, 15, pa smo res povedali, da ko treba, zaključili v miri. Čeprav se nam je pol na koncu več malo mudil, ne? Smo imeli en krizni klic. Klic pride, pa nimaš kaj. Ja. Dejte, komentirajte. tako. Gremo, Želje. mi imamo sicer neke ideje, ampak najboljše so vaše ideje, ne? Da vemo, kaj vi gledate z drugačne perspektive, tako da.